Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V 30. jubilejni epizodi podcasta Alumni Connect gostimo predsednika Alumni kluba ekonomske fakultete, gospoda Janeza Škrabca. Enega najvidnejših predstavnikov slovenskega gospodarstva, predsednika uprave skupine Riko, podjetnika, menedžerja, voditelja in še mnogo več. Janez, lepo pozdravljen. V veliko čast mi je, da te lahko tokrat gostimo tudi na podcastu Alumnija ekonomske fakultete. Prvo vprašanje, kdo je po tvojem mnenju Janez Škrabec? Najlepša hvala, Monika, za vabilo. Sem vesel, ker sem v vaši družbi, ker sem spet na ekonomski fakulteti, imam čudovite spomine na to inštitucijo. Zadregi sem malo, zato ker mislim, da človek ima itak več identitet, ne. No, ampak glede na to, da je prva asociacija zdaj z ekonomsko fakulteto, mislim, da sem tudi ekonomist, zato ker me zanimajo gospodarska vprašanja, zato ker sem užival v tem študiju in zato ker mi je dal ta študij eno veliko pomembno bazo, me je okrepil, mi je dal znanje za drugo identiteto, ki je morda še pomembnejša, to, da sem podjetnik. In mislim, da me zaznamujejo ti najbolj podjetniški atributi, se pravi, da si sam vsak dan rečeš, samo kiša s neba pada, se pravi, da moraš sam ustvarjati stvari, da se moraš truditi, da moraš gurati, ne. Potem, da vidiš v problemih opportunity, se pravi, priložnosti, ne pa v priložnostih probleme. Mislim, da je pomembno za podjetnika, da ima rad ljudi, zato ker se mora zavedati, da sam ne pomeni nič, ampak da bo lahko uspešen na dolgi rok, njegovo podjetje, on sam samo z neko močno ekipo. In seveda v tej ekipi je timsko delo zelo pomembno in seveda podjetnik je tisti kot vodja, da s svojo energijo to prežame ekipo, da se tudi da osvaja skupne cilje. Če pogledam, zato ker navsezadnje zelo pomembno je za vsakega človeka okolje, v katerem se ti rodiš, ne. Okolje te bo zaznamovalo za celo življenje. In po drugi strani moja pomembna identiteta je, da sem Slovenec, zato ker mi to slovenskost veliko pomeni, pa da sem tudi Ribenčan, od koder izviram, ne. In pomembno je, da neguješ vse te razne identitete neprestano. Mislim, da si lojalen do teh identitet, da si na neki način ceniš tradicijo, ceniš, kaj je bilo pred tabo že vse narejeno, ne, da te to navdaja z nekim ponosom, da prepoznavaš tiste pozitivne stvari, ki jih vsaki stvari, v vsakem narodu lahko prepoznaš, in seveda, da pa te to ne zaslepi pred napakami, pred stvarmi, katere bi se še dalo izboljšati. In seveda jaz o podjetništvu si upam misliti, da s tem, kar delamo mi, kar delam s svojim podjetjem ali pa z izvenšolskimi dejavnostmi, pomembno tudi prispevam, da je ta država, da je naš narod na dolgi rok še boljši, še uspešnejši, še bolj prepoznan. Toliko bolj zato, ker sem prepričan, da smo Slovenci najuspešnejši evropski narod 20. stoletja. Ker če se zavedamo, kaj smo bili leta 1900 in kaj smo dosegli leta 2000, potem nas lahko to vse skupaj navda z velikim ponosom. Hvala. Mogoče dodam še par stvari, kako te vidim jaz.
Poleg tega, da si izjemen podjetnik, menedžer, tudi izjemen voditelj, strateg, vizionar, nekdo, ki vidi daleč naprej, ki zna ustvarjati izjemne strateške in pozitivne sinergije. Izjemen ljubitelj umetnosti, kulture, zgodovine, filantrop, mecen, prejemnik najuglednejših nagrad. Predvsem pa tudi nekdo, ki je pripravljen vedno deliti svoje znanje, mentor, nekdo, od katerega se lahko veliko učimo, nekdo, ki je pripravljen pomagati in lahko zaključim, nekdo, ki je človek z veliko črko Č. Pogosto več kot 20 let že sodelujeva, te kar dobro poznam in mislim, da je to opis, ki sem si ga ustvarila na podlagi izkušenj s tabo. Če začneva mogoče pri podjetništvu, kako si se po tvojem mnenju razvijal čez vsa ta leta skupaj z razvojem podjetja? Riko se izjemno razvija. Kako si se ti zraven razvijal? Najprej hvala za vse te komplimente, mi je zdaj kar nerodno, ne vem, kako bova pripeljala. Ta je barvna televizija, vidite verjetno mojo rdečico, ne. Ampak se bom vrnil na to, najbolj te zaznamuje okolje, ne. In jaz sem imel veliko srečo, da sem se rodil v Ribnici. Ribničani so znani podjetniki, navsezadnje rad poudarjam to našo suhorobo, trgovali po celem svetu smo od leta 1492, ko smo od Dunajskega cesarja dobili patent, ki nam je to omogočal, brez davkov, da se razumemo. In mislim, da nikoli v življenju, a veste, tudi moj oče je bil zelo pomemben direktor, da rečem podjetnik, kolikor se je to dalo v tistih socialističnih časih. Samo nikoli nisem imel občutka, da se je zanašal, kaj mu bo rekla tedaj partija, država, ampak da je vedno gledal na priložnosti pod eno in seveda nikoli ni mislil, da mora prodajati samo v sosednjem mestu, v sosednji vasi, v sosednji republiki, v svoji državi, čeprav je bila takrat bistveno večja država, kot je danes, ne, ampak se je usmeril na zunanje trge, ne. In to me je zelo zaznamovalo in verjetno to, da sem v očetu videl en vzor, saj veste, imaš fantastične tradicionalne odvetniške familije, kjer je oče, sin, pa še dedek in tako naprej, vnuk, so vsi odvetniki in to pač so nekako uspeli, ne, starši oziroma družina usmeriti svoje otroke na zdrav način, ne. Imaš pa tudi družine, kjer sin ne bo nikoli hotel slediti očetu, hoditi po njegovih stopinjah, ne. Na srečo je mene oče navdahnil za tem podjetništvom, za tem, da in v bistvu podobno stvar delam, ki jo dela on, ne. Sem v inženiringu, že takrat sem si zadal, da bi rad delal na velikih trgih in takrat je bil največji trg na svetu ali pa vsaj največja država na svetu Sovjetska zveza. Zato sem kot mlad fant se želel naučiti ruščine, ampak sem vedel, da to ne bo dovolj, da je pa že naprednejša ekonomija, tržno gospodarstvo in to znanje, ki si ga pa na zahodu bom pridobil, še kako koristilo potem pri mojih prodajah v tedanji Sovjetski zvezi, da rečem komunistični, socialistični. No in tako sem začel, 88. leta sem šel prvič na poslovno, pri 25 letih, na poslovno potovanje v Sovjetsko zvezo in prisostvoval podpisu pogodbe, ki me je celo življenje zaznamovala, zato ker je šlo za čisti inženiring. Riko, moj oče, takrat še socialistični v družbeni lasti, državni lasti, smo podpisali pogodbo za izdelavo tehnološke linije, ki bo izdelovala pomivalna korita iz nerjavečega jekla. In združili smo 3 podjetja, Riko, Litostroj in tedanja Kovinoplastika Lož.
In ta tovarna, vrednost tega tehnološkega opreme je bila takrat $15 milijonov, sestavljena je bila iz tiskalnic, iz orodij, iz periferne opreme, ker verjetno veste, to je pločevina, ki se stiska, ki se potem polira, ki se potem v embalažo daje. In to podjetje, ta tovarna še vedno uspešno deluje, seveda tudi začela pa na naši tehnologiji. In v bistvu do danes, po 35 letih, še vedno podobne stvari delamo. Rico je pomemben slovenski integrator, največje inženirning podjetje v Sloveniji, ki pa ni samo več v tehnološki opremi, ampak nas zaznamuje energetika, zaznamuje nas ekologija. Skratka, iščemo nove priložnosti, pa seveda ni mi potrebno verjetno predvsem preveč poudarjati, kako bi bilo, če bi se držal resnično samo tiste prve paradigme, da želim delati v Sovjetski zvezi, da želim delati samo v Ruski federaciji, ker danes verjetno bi bil v veliki zagati. Ne, v tem času smo se čisto, da rečem, prestrukturirali, tako po dejavnostih kot kot tržno, tako da največji trgi so drugje. Bi rekla, da si voditelj, ki kreira trende, ne pa sledi, se odziva spremembam okolja. Če lahko nekaj dodam, za vsem podjetnikom, ki si domišljajo, kako morajo delati nove stvari, kako morajo kreirati trende. Ena izmed mojih maksim je just slightly ahead of time. Samo malo pred časom. Ker če si preveč časa, to ni uspešen poslovni model. Ponavadi taki, ki so preveč pred časom, kot podjetniki propadajo, ampak so petelini, ki prehitro zakikirikajo. Modrost, zmernost, verjetno te vrednote pridejo tukaj do izraza. Si že zašel v zgodovino. Gojiš izjemen odnos do zgodovine in pred novim letom si našim alumnijem poslal sporočilo in predvsem sem si zapomnila citata doktora Aleksandre Kornhauser, ko si rekel, da je zgodovina izjemna učiteljica, le učencev ima premalo. Kako si ti razlagaš to misel? Mislim, da se ponavadi iz zgodovine premalo naučimo, zato ker navsezadnje vse to, kar in nas, sedanjost nas preveč šokira. Če pa bi z eno distanco pogledali, kaj se nam dogaja, bi lahko videli, da se nam vse to dogaja že za najmanj zadnjih 5000 let, odkar vemo za civilizacije razne, in da se človeštvo v tem času sploh ni kaj dosti spremenilo. In da je verjetno potrebno gledati na stvari ravno tako, kot nujno po soncu pride dež in nujno spet po dežju sonce, tako tudi družbena razmerja, ti procesi, s katerimi se soočamo, ne grejo samo linearno navzgor, ampak so polni nekih ciklov. In če smo pametni, lahko te cikle tudi napovedujemo na bazi nekih izkušenj, ki jih pobiramo v preteklosti. Ampak seveda ni to tukaj le znanje pomembno. Lahko ti ogromno znanja imaš zgodovinskega, ampak seveda tukaj so še potem človeški karakter, ker lahko ti se slepiš, da pa morda ne bo tako, ali pa ne bo že jutri tako, ali pa to je ena stvar, druga stvar je pa tule še, so pomembni interesi, so pomembni interesi, da marsikdo potem to želi nekako ali zaviti v celofan ali pa zamegliti, da drugi to pač ravno ne opazijo, ker ti lahko potem svoje interese realiziraš drugače, ne vem, govorimo lahko
pri borzah, ne, na vse zadnje, ne, če si ti borzni posrednik, normalno, da moraš stalno sejati optimizem in ne vem kaj, ne. Jaz sem napovedal, ne more biti Teslina delnica ali pa Tesla vreden toliko kot Mercedes, ne vem, Toyota pa BMW skupaj, ne, to je živi nonsens in padlo bo slej ko prej, ne. Že na bazi zgodovinskih bom rekel, izkušenj. Ampak normalno, da ti bo borznik rekel, ne, to je še potencial, nima kam past, Tesla je to čisto nova kvaliteta in tako naprej. Zdaj je padlo, ne, za 70%, boš šel temu borzniku, ne, zdaj pa čas, da kupuješ. Sej, ko je tako nizko, to bo šlo spet gor. Vedno priložnost. Skratka, ja, okej. Ne vem, če, ja, vedno v njihovi či. Skratka, zdaj, če znaš na vse te stvari pogledati, da rečem hladno, ne, z distanco, potem ti vse te zgodovinsko znanje resnično zelo koristi pri svojem vsakodnevnem delu, odločanju vsem tem, ne. Zgodovino in umetnost znaš vedno prepletati s poslom. Kdo je po tvojem mnenju, kateri umetnik te je najbolj zaznamoval? Ne bi to sploh na tak način, zato ker umetnost je tako širok pojem, a veste, in jaz se čudim, ali pa ne vem, vse to, kar pomembno pri umetnosti je ravno to, da dobivaš en drug pristop do življenja, da te umetnost, saj veste, tam, kjer dva enako mislita, je eno več. Ko se sooča z umetniki, nikoli dva enako ne misli. Se pravi, nikoli ne najdem jaz enega, ki bi samo pritrjeval ali pa ki bi se samo z mano strinjal, ne. Ko komuniciram znotraj knjige, ko komuniciram v gledališki predstavi, ko komuniciram z fantastično glasbo Mozarta ali pa, ne vem, Verdija je. Ampak če je človek radoveden, potem je življenje fantastično. In vedno veste pa, da je vsak dan je najtežje ali pa najpomembnejša stvar v življenju je to, da zjutraj vstaneš, ne, in da vstaneš ne v depresiji, ampak da si pripravljen se spopadati, da te zanima ta dan, kako bo minil, ne, in seveda, če se ti vse to na tej poti dogajajo, vse te stvari, od umetnosti, arhitekture, dobri ljudje, dobri prijatelji, da te zanima poleg tega še, ne vem, rekreacija, ne vem kaj še vse, potem boš ti z velikim veseljem vsak dan vstajal in si boš želel, da boš čim dlje vstajal in tudi bo to življenje resnično bogato in bo minilo zelo hitro in veste pa, koliko časa lahko danes človek že živi in jaz se veselim vsakega dneva in vseh teh let vnaprej, ravno zato, ker me to življenje tako zanima, ne. Omenil si radovednost. Tvoj odnos do znanja je bil vedno izjemen. Kako se ti učiš? Poskušam se učiti tako, predvsem, da ne podcenjujem nobenega trenutka v mojem življenju, a veste. Da ne podcenjujem ljudi, s katerimi se srečujem, da ne podcenjujem dogodke in da poskušam resnično iz vsake stvari, ne da se dolgočasim ob nečem, ne, kar je tudi lahko, če te življenje zanima, ampak da resnično vpijam vse to, kar se mi vsak dan dogaja, ne, in da si domišljam, da me to vsak dan bogati. Ogromno tudi bereš, vedno, ko se srečava, mi postrežeš s kakšno mislijo, citatom iz kakšne knjige. Katero knjigo bi v tem trenutku priporočal našim članom Alumni kluba, ki si jo sam prebral? Mislim, da je to, da bere, da človek uživa pri branju, mislim, da je to ena največjih vrednot lahko vsakega človeka. Ker se veste, veliko ljudi je osamljenih, ne. Jaz sem prepričan, da človek, ki rad bere, ni nikoli osamljen. Lahko, da je sam, ni pa osamljen.
s knjigo nisem nikoli in jaz, eno od mojih najljubših, da rečem, opravil je, ko sem sam na letalu, pa da lahko tam v miru berem na teh long range letalih. Ali pa recimo si vzamem, odkrito vam povem, kakšne 3 dni v kakšnem mestu, kjer sem popolnoma sam, verjetno ne spregovorim več kot 3 besed, razen po telefonu, če me kdo kliče, in da sem s knjigami, ne. Ali pa da grem v kako knjigarno, te ameriške, so še tudi v Ljubljani, ne. In da sem med knjigami, pa da jih prebiram, pa da jih vzamem v roke. Zdaj, kaj bi, moram reči, da je pa nekaj reči, da jih veliko več kupim, kot pa preberem. To, da ne bom tukajle zdaj pretiraval ali pa kako berem, zato ker tudi navsezadnje, saj veste, toliko je ene stvari zdaj pred tabo, ki ti jemlje pozornost, ne, tudi že vsako soboto, če prebereš vse te 3 priloge, ki jih imajo slovenski dnevni časopisi, je to velika vrednota za mene, ne. Poleg tega pa še 2 glavna hrvaška dnevnika, sobotne priloge preberem, ker vseeno si domišljam, da je potrebno vedeti, kaj ti dela v sosednji državi, ki je toliko pomembna za nas. Potem pa, mislim, najbolj me je zaznamovala v preteklem letu ravno knjiga Ray Dalija, The Principles of the Changing World Order, ne, ki mi je resnično odgovorila na marsikatero vprašanje teh izzivov preteklega leta. Vemo pa, kateri je bil največji izziv, ne, se navsezadnje še vedno to traja, ukrajinsko-ruska vojna. Ta knjiga, no, ampak ena izmed teh, ki jih pa res priporočam, ne, je pa zagotovo knjiga Atomske navade, ravno zato, ker mislim, da je potrebno vsak človek, mi vsi moramo na sebi delati in tudi to je zanimivo, da se poskušamo spreminjati, da se poskušamo izboljšati, ne. In ta Atomska navada ti odkrije metodo ali pa ti pove, na kakšen način to najlažje narediš, ali pa odkrije ti resnico vsega tega, ne, da ni pomembno neke velike spremembe in mislim, da je to pomembno tudi potem za naše življenje, ampak da je pomembno, da vsak dan narediš nek majhen progres na katerem koli področju. In mislim, da ko se enkrat to zaveš, je veliko lažje ti, ne, zato ker ne zahtevaš od sebe nekih velikih rezultatov takoj, tudi od drugih ne, ampak da se naučiš potrpežljivosti, dolgoročnosti, drobnih korakov in to je tisto, kar pa vodi k uspehu. In boš čez leto šokiran, kaj vse ti uspelo narediti na vseh področjih, če boš ohranil to politiko, ne. Ne pa to, da zadaš ne vem kakšne velike cilje, zagotovo jih ne boš realiziral in boš rekel, saj nisem sposoben, saj mi to ne gre, bom spet vse po starem. To je zelo, no, da ne bom omenil, navsezadnje sem vesel, ker jaz sem si prizadeval, da bi bila od našega profesorja Škerlevaja njegova knjiga Herojski vodja. Postherojsko vodenje, da bi bila tudi poslovna knjiga lanskega leta, glede na to, da sem predsednik žirije pri društvu Menedžer. Nisem uspel, ne, ampak smo pa skupaj s mojo sodelavko sva obdarila vse moje sodelavce s to knjigo za novo leto, ker mislim, da ravno tako ampak mogoče je veliko skupnega ima s temi atomskimi navadami, kjer on pove, ne rabimo nekih herojskih vodij, herojskih dogodkov pa to, ampak rabimo čisto low profile, ampak vztrajnost in dolgoročnost, ne, in tudi pri sebi poskušam, da vodim podjetje na takšen način, ne. Če gremo še malček v sedanjost, prihodnost,
kot sem že na začetku rekla, si izjemen strateg. Kaj misliš, kaj so največji izzivi sodobne družbe? No, mislim, velika stvar je ta, vidite, kaj vse nam ta družba omogoča, ne? Ampak jaz sem prepričan, da je največji izziv te družbe da bomo to družbo spreminjali postopno z evolucijo, ne pa z revolucijo. Zato, ker to, kar se nam ta trenutek dogaja, diši po revoluciji. Kaj to pomeni? Seveda, ljudje so na ulicah, zelo veliko ljudi na ulicah, ne? In včasih, ko je veliko ljudi na ulicah, ko se socialna podoba sveta, ali pa bom rekel vsaj našega zahodnega, tako radikalno spreminja, ne, ko nam resnično pada standard, ko se soočamo z vse večjim razslojevanjem. Vemo pa, da je Evropa bila tista, ki je bila že dosti homogena, ki je zagotavljala neko socialno državo, welfare state smo govorili, ki ni imela velike razlike socialne, ne. Se pravi, vemo, kje smo bili in ne rabimo si nekaj novega izmišljati, ne. Samo vrniti se moramo na tisto, ne, kar je že nekoč bilo. Samo to mislim, da je zelo velik izziv, ne bom rekel sodobne družbe, ker sodobna družba je preveč zdaj heterogena, vse je, ampak bom rekel nas Evropejcev, to je zagotovo pomembno. Kako bomo znali to homogenost zadržati, ne. Navsezadnje tudi mi Slovenci, ne, meni je eden najlepših mojih izrekov, se ni čisto na mojem vzorniku zraslo, je to, jaz sem prepričan, da smo mi živeli najboljši socializem na svetu, ne. Jaz bi si želel, da bi tudi najboljši kapitalizem živeli. In mi nismo bili daleč od tega. Kje nam je zmanjkalo? No, mislim, da nismo samo sami, da nismo krivi sami, ne, navsezadnje zdaj, če se tako stara populacija, če nimamo dotoka nove, da rečem, mlajših ljudi, ne, zagotovo bomo imeli problem z starostnimi pokojninami, zagotovo bomo imeli problem ali pa velike izzive z zdravstvom. A bomo lahko ohranili zdravstvo na takem nivoju, ki ga imamo, če vemo, koliko se nam povečuje starostna populacija, koliko več bomo morali dati za zdravstvo, recimo. Na drugi strani verjetno, na žalost, bomo pa mogli zmanjševati proračune za šole, ker bo čedalje manj mladih očitno, ne. To so zelo pomembni, kako to znova spraviti v neko ravnovesje, ne. Kje vidiš Slovenijo leta 2030? Ja, jaz bi si želel in bom se trudil, da bi bila Slovenija še naprej tako uspešna, kot je bila vsa ta leta, ne, da bi razvijala naprej vse te inštitucije, ki so pomembne za neko državo, da bi bila mednarodno tako prepoznavna, da bi imela še vedno tako dobre športnike, da bi še vedno imela tako nizko umrljivost dojenčkov, da bi še vedno imela tako ta life expectancy, ne, kaj še to, življenjsko pričakovanje visoko, ampak to je vse bilo zasluga nekega sistema zdravstva in tako naprej. Vse to je bilo zasluga, naši športniki so zasluga, ker je šport tako dostopen našim mladim ljudem, ne, za razliko od marsikatere bogatejše države. Rad bi, da bi imeli zelo še vedno dobre umetnike. Zakaj? Zato, ker je kultura bila vseskozi tako dostopna pri nas, ne. Upam, da bomo vse to ohranili. Nisem pa prepričan. Kaj
bi ti, kaj misliš po tvojem mnenju, da je ključno za uspeh Slovenije? Kaj so tiste vrednote, ki bi jih morali kot družba zares živeti? Vsi, politika, gospodarstvo, splošna javnost. Kaj potrebujemo? No, jaz mislim, da marsikaj od tega imamo, hvala Bogu. Ta slovenska diverzifikacija, da rečem. Ne, mislim, jaz sem zdaj, prej sem govoril o družbeni sferi, superstrukturi, pa da bom govoril tudi o gospodarstvu. Mene slovensko podjetništvo fascinira, mene gospodarstveniki slovenski fascinirajo. Na vse zadnje to, da ni vse v centru v Ljubljani, da najdemo recimo mesteca Idrija. Poglejte Idrija, kje se Idrija nahaja, kako prideš do te Idrije, potem pa se ti tam razodene tako močen gospodarski potencial, dve podjetji, ki sodita v sam vrh evropske industrije, recimo. Potem, ko pa se voziš, je pa itak za vsakim vogalom neko podjetje, ki zaposluje 50-100 ljudi, ki je usmerjeno v svet. Mene to vedno znova fascinira, kar ni značilno za ostale, recimo, republike, naše bivše države, ker ko se vozim po Srbiji, se zgrozim na vse zadnje, ko se vozim po Makedoniji, se zgrozim po Bosni, ne. Tukaj pa resnično povsod, pogledajte na vse zadnje v zadnjih 30 letih, kakšne vsaka vas izgleda kot eno mestece, ne. Na vse zadnje, vsa ta glavne občine slovenske, kvaliteta življenja ni kaj dosti slabša od Ljubljane, ne. Ravno kako je dostopno tudi tam vse to izobraževanje, kultura in tako naprej, ne. In mislim, zato smo zaslužili mi Slovenci, zato smo zaslužili naš odnos do dela, naše želje, ta naša hotenja, ne, in ta naš pristop, da ne rečem neka taka zdrava konzervativnost, tudi, ki izvira tudi iz te krščanske, da rečem, morale, se nič ne bojim povedati, ne, in tudi to, kar nas je prežemalo v socializmu, na vse zadnje neka solidarnost, ki je še vedno med nami prisotna, en kritičen premislek na vse zadnje, saj nas tudi politika ne more dolg časa vleči, ne vem, za nos, kjerkoli, ne, znamo mi potem tudi to urediti, ne, slej ko prej. In mislim, da je to zelo dobra popotnica, da bomo Slovenci še naprej se zelo dobro razvijali, da bomo naš razvoj bo hitrejši, kot je od marsikoga drugega, ne. Odlično izhodišče za zaključek, naj se to res uresniči. Janez, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala za vsa sodelovanja, ki jih imamo skupaj. Hvala za predsedstvo Alumni kluba Ekonomske fakultete. Kot v vsakem pogovoru sem se tudi tokrat lahko ogromno od tebe naučila. Kar je še dodatno temu, pa je tokrat to, da sva vse to lahko delila z člani Alumni kluba Ekonomske fakultete. Vsem vso srečo. Hvala.